Lepo vas pozdravljam vse v imenu Jezusa, našega Gospoda. Uh, ja, naša želja je, da bi skupaj razmišljali o disciplinah Kristusovih učencev. Tako nekako sem poimenoval eno serijo razmišljanj, v katera bi danes želel narediti uvod. V bistvu danes še ne bomo govorili konkretno o nobeni od teh disciplin, ampak želim narediti en širši uvod, zato da bomo lahko prav razmišljali, da bomo lahko prav umestili te zadeve, ki jih mislim predstaviti pozneje. In začel bi kar z enim odlomkom iz Svetega pisma. To je ta znana prilika, ki je Jezus govori in pravi takole: nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu semenu, ki ga je nekdo vzel in vsejal na svoji njivi. To je res najmanjše od vseh semen. Ko pa zraste, je večje kakor zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah. Želim, da je to ena taka začetna podoba, ki nas spomni na to, kako je Jezus razmišljal o svojem delovanju in o Božjem kraljestvu. Namreč ta prilika govori o rasti. Govori o tem, da nekaj iz nečesa malega, drobnega zraste v nekaj velikega, v nekaj, kar postane pomembno in kar obrodi dober sad in kar daje senco in zavetje. No, in namen vsega tega, kar mislim govoriti, je v bistvu spodbujanje te rasti, spodbujanje tega, da res raste to Božje kraljestvo v nas, da ta Božja rast, za katero, ki je očitno Jezusu zelo pomembna, ne, da nam postane sestaven del ali pa mogoče tudi temeljna podoba, temeljna zgodba, kako si mi svoje lastno življenje zamišljamo. Ne? Kako gledamo nase, kako gledamo na svoje situacije. Ne? Jezus nas je očitno postavil v situacijo rasti. Ne? Krščansko življenje ni nekaj statičnega, ampak je nekaj, kar raste, kar se razvija. Ne? Vemo, da tisto drobno seme je Božja beseda, ne, ki je Kristus vsejal v nas, takrat, ko smo stopili na pot za njim, ko smo postali Jezusovi učenci. Ne. Ampak obenem tudi vidimo, to seme mora rasti. To, da se seme vsejalo, to je čisto samo prvi korak. Seme mora rasti. Ne, in se krepiti, postati veliko in dati sad. To ne bo ena taka začetna slika, ki želim, da nas spremlja na splošno. No, zdaj pa se mi zdi, da dobro, da na začetku čist definiramo, da bolj jasno povem, kaj zdaj sploh mislim s temi disciplinami Kristusovih učencev, ali pa kaj so duhovne discipline, kaj so duhovne prakse, ali pa duhovne vaje, ali kaj je to urjenje, ali pa to učenje. Obstaja tudi en tradicionalen izraz, ki se ga boste mogoče ustrašili, to je askeza. Askezis v grščini pomeni preprosto vaja, trening, nič posebej duhovnega, trening. No, jaz bi definiral tole, o čemer mislim govoriti, takole, se pravi, gre za vizijo ali pa koncept dolgotrajnega urjenja. Se pravi, tukaj gremo na nekaj, kar je na dolgi rok. Tukaj ne gremo na kratkoročne rešitve. Tlele gremo na dolgoročno zadevo. In gre se prav za urjenje, učenje, vadbo. Gre za usvajanje dobrih navad. In to ne samo navad obnašanja, ampak tudi navad mišljenja ali pa čustvovanja. Se pravi, gre za to, da zadobimo nove miselne vzorce in potem iz tega seveda tudi vzorce govorjenja in vzorce vedenja. Take vzorce seveda, ki spadajo v Božje kraljestvo ali pa kar, ki odražajo Kristusa, ki so njegovi. Ker vsi seveda smo zrasli gor v svetu, ki pa je sam po sebi neodrešen in smo se tudi navadili iz svoje družine, iz svojega okolja, vzorcev, ki so nezdravi. In ti vzorci nas v marsičem definirajo, ampak Božji načrt pa je, da zrastemo ven iz tega. Skratka, gre za smernice duhovne rasti, gre za eno dolgoročno prizadevanje, za eno usmeritev. Ne, in to je podobno, nekdo je rekel, da to je podobno, kot pravzaprav, ko se učimo nekega igrati na kakšno glasbilo.
Kdo od vas igra kakšno glasbilo? Dvignite roke, prosim. No, no, se pravi, nekateri od vas boste vedeli, kako je bilo, ko ste prvič vzeli v roke zadevo. A ste lahko kaj pametnega spravili ven iz tiste stvari? Verjetno ne. Vsak, ki se loti učiti enega instrumenta glasbenega, ve, da bo potreboval veliko vaje, da bo prišel not, ampak potem pa čez čas se pa zgodi nekaj zanimivega, ne? Da ti to delovanje ti pa postane nekako samoumevno, postane tvoja druga narava, nekaj, kar si na začetku si mogel ogromno enega miselnega ali pa čustvenega napora vložiti, da si pač, ne vem, igral neko melodijo ali vadil neko lestvico ali igral določene akorde. Čez čas to začneš delati nekako samo od sebe, brez, kaj bi rekel, brez da bi se mogel posebej truditi. Se pravi, gre za to prispodobo, da se moramo trenirati na tak način. Dajte malce probati uživeti v to, kako izgleda, ko se učimo nečesa tazga. Ne? Kako je to, kakšen izziv je to, in mislim, da Bog nekaj tazga postavlja pred nas. Namreč, če se vam zdi ta koncept tuj ali pa čuden, vas bom spomnil na eno mesto v Svetem pismu, kjer je ta stvar direktno nam priporočena. Beremo namreč tole: vadi se v pravi pobožnosti. Ne? Urjenje telesa namreč le malo koristi, prava pobožnost pa je koristna v vsem, ker obljublja življenje, sedanje in prihodnje. In pa prav Pavel še: zanesljiva je ta beseda in vredna popolnega sprejetja. Skratka, tlele nas Sveto pismo direktno spodbuja, da naj se vadimo. Ne? In izvirna beseda je tukaj gimnazija, iz tega pride naš izraz za gimnazijo. Ne? In tukaj je dejansko prispodoba, ki je tukaj uporabljena, je dejansko prispodoba telovadbe, telesnega urjenja. Zato pa prav, ampak telesno urjenje korist samo malo, obstaja pa neko duhovno urjenje, obstaja neko urjenje, ki je pravo in ki nas dejansko gradi, s katerim rastemo. No, in tako sem jaz recimo prav v tem smislu sem jaz pripravil seznam 15 disciplin oziroma stez, ne, oziroma vaj ali pa treningov, po katerih lahko napredujemo. No, in recimo čisto, da boste imeli približno predstavo, o čem govorim, jih bom naštel par od njih. Se pravi, ena disciplina nošenje križa, naslednja hoja v moči duha, naslednja poslušanje Božjega glasu, naslednja neprestana molitev, naslednja branje psalmov, dobro branje Svetega pisma in tako naprej. Skratka, to so stvari, ki jih mislim predstaviti. In zdaj enostavno si tako zamišljam, da vsak, ki želi duhovno rast, naj si predoči te discipline, naj se pač dobro seznani z njimi in potem začne napredovati po njih, tako kot po različnih stezah. Ne, da greš naprej, da gradiš svoj krščanski značaj. Zdaj, cilj. Kaj je cilj vsega tega? Cilj tega je popolnost. Spet, mogoče ste presenečeni, ampak bi vas rad spomnil, da Sveto pismo o tem veliko govori. To je mogoče nepriljubljena tema, ampak je vsekakor svetopisemska tema. Najprej imamo tukaj Kristusa samega, ker je jasno prav: bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče. Ampak potem Pavel, glejte, kako Pavel recimo svojo krščansko službo opredeli prav: vsakega človeka spodbujamo in vsakega človeka poučujemo z vso modrostjo. Zakaj? Da bi vsakega napravili popolnega v Kristusu. Se pravi, to je smisel vse krščanske službe, vsega truda, vsega delovanja. In tudi bomo videli dejansko vseh darov in služb Svetega Duha, zato da se izpopolnimo. No in pa Pavel moli recimo za cerkev v Tesaloniki, prav: sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. Ali pa da naj vas popolnoma posveti. Vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. Se pravi,
Bog je to postavil pred nas. To je izziv, ki je pred vsakim Jezusovim učencem. Zdaj, to je samo po sebi, krščanska popolnost je sama po sebi ogromna, obsežna tema, o kateri bi lahko imeli posebno pridigo, tako da zdaj v detalje se ne bi zdaj spuščal, ampak želel bi predstaviti predvsem, da je vsaka od teh disciplin, o katerih bomo govorili, da je v bistvu konkretno orodje duhovne rasti. Hvala lepa. Da je to eno konkretno orodje rasti v tej popolnosti, v to smer. Ker tukaj že vidimo, ne, da je pač krščansko življenje je predstavljeno kot rast v določeno smer. Ne. No, zdaj pa bi seveda, ker je ta stvar lahko zgleda zelo, kaj bi rekel, tega se lahko ustrašimo, oziroma rečemo, kako pa to zgleda, kaj pa ne bi zdaj to pomenilo. Ne. Pa predvsem seveda lahko napačno povzamemo, da je to nekaj, kar ne bi predvsem mi sami iz sebe nekoliko stisnili. Ne. No, se mi zdi dobro, da pogledamo različne vidike tega. In prvi vidik je po mojem kar tale. Namreč Kristus v nas. To je velika novozavezna tema, ki jo zasledimo povsod. Kristus v nas, Kristus med nami. V Pavlovih pismih vidimo kot v bistvu nekakšen cilj, lahko bi rekel, to je povzetek Božjega delovanja, pa cilj vsega, kar Bog želi, je to, da se res Kristus naseli v nas. Zares, ne samo, recimo, tako da rečemo, formalno, ampak dejansko. Se pravi, na ta način, da naši miselni vzorci in tako naprej odražajo njega. No in tukaj imamo recimo direktno eno Pavlovo besedo v pismu Rimljanom 13:14, pravi, oblecite si Gospoda Jezusa Kristusa. In ni nepomembno, kje najdemo tale citat. Tale citat je na koncu 13. poglavja. Vemo, da pismo Rimljanom je sestavljeno tako, da recimo prvih 8 poglavij govori o evangeliju, govori o nauku, potem 3 poglavja govori o Izraelu, potem pa poglavi 12 in 13 pa govorita, kaj zdaj. Kaj konkretno to pomeni zdaj za nas, ki verujemo. No in 13. poglavje se zaključi s tem, to je v bistvu povzetek krščanske prakse za Pavla. To ni kar še ena vrstica, s tem on v bistvu zaključi to temeljno misel, kako naj bi mi kot kristjani želeli. Oblecite si Gospoda Jezusa Kristusa. No, ampak seveda zdaj, če hočemo stopati na to pot popolnosti, jasno, to pa pomeni, da tukaj pomeni to eno dolgoročno vajo, to pomeni hojo, to pomeni napredovanje, oziroma spet v bibličnem jeziku hoja v luči, v Janezovem pismu beremo, če hodimo v luči, ne, pol smo v občestvu z Bogom in kri njegovega sina nas čisti vsakega greha in tako naprej. Se pravi, gre za vztrajanje na določeni poti. Ja, no in tudi je pa še en drug citat glede tega, da Kristus prebiva v nas, je pa še eno drugo mesto, ki je meni zelo pomembno, ki pa prav jasno pokaže, da gre tukaj za proces. To je zame tudi eno od izhodiščnih mest, sploh, ko razmišljamo o vsem tem. Ne. Tako pravi Pavel tukaj, vsi mi, ki z odgrnjenim obrazom motrimo Gospodovo veličastvo, kakor bi odsevalo v ogledalu, se spreminjamo v isto podobo, iz veličastva v veličastvo, prav kakor od Gospoda duha. Tle Pavel uporabi nekaj zelo ključnih besed. Glavna je tale spreminjamo, je dobesedno je preobražamo, ideja metamorfoze je tukaj vsebovana. Se pravi, tukaj gre dejansko za preobrazbo narave, tukaj se preobražamo v to, kar je on. In tudi pomembno je tale izraz v isto podobo. Podoba je tisto, kar je bilo seveda človeku dano ob stvorjenju. Človek je bil ustvarjen po Božji podobi in vemo potem naprej, da Kristus pa je popolna živa Božja podoba. Podoba živega nevidnega Boga je Kristus. Se pravi, mi se zdaj preobražamo v to podobo. In to je pa očitno proces. To ni nekaj, kar se zgodi takoj, to je pot, na katero smo stopili. Se pravi, Bog, dejansko je Bog tisti, Bog, Sveti Duh, je tisti, ki v nas to preobrazbo
uresničuje in jo udejanja. In dela, da ta podoba postaja vidna v nas. Ker kaj je podoba, ki ni vidna? To bi bila neumnost. Oksimoron. Podoba more biti vidna, če ne bo podoba. Se pravi, gre za pot te preobrazbe. Se pravi, smisel vseh teh disciplin je formiranje Kristusa v nas. Se pravi, njegove vidne podobe, njegovega domovanja v nas, bi lahko rekli. In to, kot vidimo iz Pavlovega pisanja, je temeljen Božji namen z nami vsemi. Bog nas je poklical, da bi bili deli udje Kristusovega telesa, se pravi, da bi se dejansko ugradili v Kristusa. Zelo, zelo dejansko, zelo konkretno. No in ja, nakazana je pot, da je tukaj neko napredovanje iz slave v slavo, iz veličastva v veličastvo, druge iz vere v vero. Se pravi, gre za to napredovanje. No in tukaj vidimo, s tem je mišljeno to preobražanje vzorcev našega mišljenja in našega reagiranja. Tudi tukaj se lahko vsak mogoče malo ustavi in se zamisli, ne vem, po mojem vsak od nas, če se ustavimo pa malo pomislimo o sebi, kako reagiramo, vidimo, da smo dostikrat ujeti v določene načine reagiranja. Ker smo pač taki, kot smo, ampak ne, Božja beseda nam pa pravi, da obstaja moč in obstaja Božji načrt, da stopimo ven iz teh okvirov, iz teh kletk, v katere smo se ujeli, katere včasih sami tudi opravičujemo, ki jih včasih sami zagovarjamo, ali pa se nam celo zdijo mogoče lastna svoboda, ampak niso. Ne, se pravi, gre za preobrazbo. Ne, gre za zapuščanje starih vzorcev in usvajanje novih vzorcev. No in seveda ti novi vzorci pa niso čist nič drugega kot Kristusovi vzorci. Mišljenja, čustvovanja, reagiranja. Gre za to, da njegov karakter, če tako rečem, tudi njegovega željenja, kaj si on želi in tudi njegovega vodstva. Se pravi, cilj vseh disciplin je Kristus v nas, nič več, nič manj. In tako pridemo do tegale, kar Pavel pravi. To je tekst, na katerim se mora vsak od nas zamisliti. Pavel tako reče, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. No, se pravi, en vidik teh krščanskih disciplin je to, da v bistvu se spomnimo, kaj je ta glavni Božji namen z nami. Ne? Je to, da dejansko Kristus prebiva v nas v vsej polnosti in to vidno. Da to ni neka stvar, ki jo samo recimo izpovedujemo na pamet, ampak da je to rata nekaj dejanskega, konkretnega. Nekaj, kar se vidi skozi naše obnašanje, naše govorjenje, naše delovanje. No, potem je pa drug vidik, ki bi ga tudi izpostavil, ki je pomemben za vse te discipline, je to, kar sem že rekel, pač očitno tukaj govorimo o nečem dolgoročnem, govorimo o nekem vztrajanju, govorimo o tem, da hodimo v določeno smer. In tukaj bi vas rad spomnil na eno presenetljivo stvar v Novi zavezi. Namreč, preden se je cerkev imenovala cerkev, preden se je krščanstvo imenovalo krščanstvo, se je oboje imenovalo pot. To je prvi in jaz bi rekel glaven koncept. Ker mi dostikrat, če rečemo cerkev ali pa krščanstvo, imamo čisto zaradi kulturnih vzorcev, ki prevladujejo in ki smo jih posrkali vase, imamo za temi koncepti nekaj statičnega. Ali nekaj, pač eno inštitucijo, nekaj utrjenega ali pa s krščanstvom neko jasno, dokončano identiteto. Ampak to preprosto ne drži. Tukaj imamo, recimo, v apostolskih delih predvsem to vidimo. Recimo, tle piše, da Savel si je sprosil pisma za shodnice v Damasku, tako da bi lahko vsakega privrženca poti, moškega ali žensko, in tako naprej. In enako Pavel sam potem pravi. Priznam pa tudi to, da po poti, ki jo označujejo kot ločino, služim Bogu naših očetov. No in potem imamo pa seveda še ta Jezusov izrek. Ko Jezus pravi, jaz sem pot.
Tukaj, tudi to se mi zdi zelo pomembno za našo krščansko identiteto. Ne? Kako razmišljamo o sebi, a smo s tem, ko smo se spreobrnili, nekaj dosegli, ali smo začeli eno pot. Ne? Zdaj, zdi se, da glavne prispodobe, glavni jezik, glavna govorica nove zaveze kaže na to, da smo stopili na pot. Seveda na pot, ki jo je Bog pripravil in ki je v nekem smislu sam Jezus. Ne? To je zelo, tale izjava, če malo razmišljate o njej, Jezusova je izredno radikalna. No, treba je opozoriti, ne, da za tem izraženjem je pravzaprav semitski koncept hoje ali pa poti, ne, biti na Gospodovi poti ali pa hoditi po Gospodovih odlokih. To je starozavezno hebrejsko izražanje, ki pomeni na tak zelo živ način v bistvu opisuje življenje, način življenja tistega pravičnega človeka, ki res sledi Bogu, ne, ki res hodi z njim, ne, ki se premika z njim očitno, ne, in ki mu sledi, se pravi, gre za eno zelo živo sliko. Ne. In tudi seveda potem novozavezni izraz, recimo, hoditi v Svetem Duhu odraža to isto. Ne. No in temu zdaj, te predstavi bi pa dodal potem še drug vidik, ki je pa to, da tudi sam izraz kristjan, kot verjetno veste, se v Novi zavezi pojavlja 3-krat. Samo 3-krat. Medtem, ko glavna beseda, ki opisuje našo identiteto, je pa učenec. Tako v evangelijih, kot tudi poznajo v apostolskih delih. In zdaj, kaj to pomeni? Tudi to seveda pomeni, učenec je nekdo, ki raste. To je v osnovi ta identiteta, to pomeni nekdo, ki se uči, nekdo, ki napreduje. In seveda v ozadju je tudi ta predstava, mogoče to ni učenec v tem akademskem smislu, kot danes to razumemo, ne učenec je nekdo, ki hodi v šolo. Učenec v tem v kulturnem okolju Bližnjega vzhoda, pa tudi sicer orientalski koncept je tukaj takle, da je v bistvu učenec nekdo, ki živi z učiteljem in ki gleda, kaj on dela in ga posnema. In dejansko prav za to gre. Ne? Gre za dobesedno, v evangelijih vidimo učenci, dobesedno hodijo za Kristusom. Kristus gre nekaj, oni mu sledijo dobesedno, ampak seveda mu sledijo tudi v prenesenem pomenu. Opazujejo njegovo življenje, opazujejo, kaj dela in potem se seveda s pomočjo njegovega zgleda, ki ga imajo pred očmi, začnejo oni sami tudi delati vse to, kar on dela. Vse to, kar on dela. Gre za posnemanje. To imamo prav, tudi to je eno od vidikov, ki jih imamo v Novi zavezi. Pravzaprav bi to zadevo z učencem pa učiteljem, mislim, da bomo boljše razumeli, če to rečemo, da gre za vajenca pa za mojstra v neki obrti. Tukaj gre za ta vidik. Ne? Se pravi, vajenc gleda mojstra, kako dela. In ko pride prvič v delavnico, ne ve dosti, ampak mora opazovati, kako se to naredi, kako se ono naredi. Gre za zelo praktično učenje tukaj. Tukaj ne gre za akademsko izobraževanje, ampak gre za zelo konkretno učenje, kako opravljati stvari tako, kot jih opravlja mojster. Ne? No in seveda vsakmu je pa jasno, ne, da se tega lahko naučimo samo z disciplino. Ne? Se pravi, z vztrajnim gledanjem mojstra, treba je ponavljati za njim, treba je tudi napake narediti, ker brez tega se noben naučil dobro upravljati stvari. Važno pa je seveda, da je mojster zraven, da gleda, da popravi, da spodbuja. Ne. V glavnem, treba je posnemati mojstra, pa tudi posnemati bolj izkušene vajence. To je pa tudi. In to je ta koncept učenčevstva, kot se reče. Slovenci sploh nimamo dobre besede za to, ne, da angleško se reče discipleship, recimo, ampak gre za to, kako biti, kako živeti kot učenci in kako drugega seveda učiti in spodbujati v tem, da smo Kristusovi učenci. No tukaj mislim, da velja tole. Vemo za ta izrek, ne, vaja dela mojstra. Ne. Jaz bi pa dodal disciplina pa dela učenca. S tem, da bi tudi prvemu izreku dal še en majhen zasuk. Ne. Jezus je rekel, tisti učenec, ki bo sledil učitelju do konca, bo postal tak kot on. Se pravi, dejansko vaja tukaj dela mojstra
tudi v tem globjem. Ne. Kristus sam pravi, vi, če boste hodili z mano, boste postali. Dovolj je učencu, da postane tak kot njegov učitelj. Ne. No in v angleščini imamo dobro besedno igro tudi, ki pri nas ne deluje, ampak ne, disciplina pa učenc, disciple. Meni se zdi pomembno, no, da imamo pred očmi, da je identiteta, to, kaj mi smo, kdo mi smo, glavna identiteta v novi zavezi je to, da smo učenci. Prav je to je naša prva identiteta. Ni to, da smo kristjani. Ne. To je ena zelo obrobna oznaka, ki se pojavlja redko. Se pravi, spet, discipline, o katerih mislim govoriti, so steze na tej hoji za učiteljem. Ali pa so v bistvu treningi, ja, kako se vadimo te obrti, kako biti tako kot Kristus, kako res biti Božji sin, Božja hči v tem svetu. In seveda, to je pa izredno pomembno, iz vsega tega tudi vidimo, kdo je glavni učitelj vsega tega. Kristus. Na enem mestu v Matejevem evangeliju on zelo ostro pravi, naj se noben ne imenuje učitelj med vami, ker je eden vaš učitelj. Tega kristjani mislim, da večinoma nismo dosti resno vzeli, ampak mogoče je to celo tudi povezano s tem, da premalo resno jemljemo to našo glavno identiteto, da smo učenci. Ker če je to naša prva identiteta, potem gre tudi vloga učitelja, smo enemu. In tukaj bi dobro se spomnimo, da je Bog ljubosumen Bog. In da ni dobro, da mu ljudje uzurpirajo mesto, ki gre njemu. Se pravi, Kristus sam je tisti, ki nas hoče učiti. Vsakega od nas posamezno, pa seveda tudi nas skupaj in v majhnih skupinah in na razne načine. Ampak Kristus je učitelj. No in namen vsega tega je, tako kot piše recimo v pismu Efežanom, ne, da pridemo do popolnega spoznanja Božjega sina in do popolnega človeka, lejte, tle imate spet popolnost, do mere doraslosti Kristusove polnosti. To je Pavlov zapakiran način izražanja, ne, in govori o polnem spoznanju Božjega sina, govori o popolnem človeku ali pa zrelem, odraslem, se pravi, govorimo lahko tudi o zrelosti, če hočete, ne, da postanemo zreli, trdni v tem, kar je Kristus. In potem tukaj pa celo govori, da dorastemo do polnosti tega, kar je Kristus. To je vizija, ki je Bog sam postavil pred čist vsakega od vas. Čist vsak od nas je poklican, da pride do Kristusove polnosti, do doraslosti tega, kar je Kristus. Ja, no, še en vidik bi izpostavil. Tudi to je tema, o kateri bi lahko govorili na dolgo, ampak bi jo tukaj samo na kratko omenil. Namreč ta tema kraljevskega duhovništva, ne, je tema, ki jo dejansko lahko zasledimo skozi celotno svetopismo. Nekateri vidijo že samo v stvarjenju človeka, ki mu Bog da gospodstvo nad vsem stvarstvom, da prav vidijo vzpostavitev tele službe, ne, na začetku, že še pred padcem. Potem jo vidimo pri Izraelu, potem jo seveda vidimo v Jezusu, ki je kralj in duhovnik, potem je pa seveda pomembno vidimo v Novi zavezi tudi spet pri Jezusovih učencih. Petrovo pismo govori, da smo kraljevsko duhovništvo in potem spet v razodetju vidimo pa to kot pravzaprav končni cilj, kaj bomo mi v večnosti. In zdaj tukaj bi pa upozoril na učitelja N.T. Wrighta, ki se mi zdi izredno dobro upozori na to, kaj je smisel zdaj tega, da smo postali kristjani. Kaj je zdaj v redu? Sprejeli smo odrešenje, prejeli smo večno življenje, zakaj zdaj živimo tukaj? Čemu zdaj kaj? Zdaj čakamo, da bomo umrli, pa a je to pol najboljš, da umremo čim prej, ali kaj? A je to to? No, prav ne. Če je res, da je tole naš cilj in Sveto pismo pričuje, da je, potem je to, kar delamo zdaj, preprosto trening. Uvajanje v to, kar bomo delali vso večnost. Ker je to Božji namen s človekom. Drugače ne more biti. Se pravi,
tukaj se pripravljamo, vadimo v pravila in naloge te službe, ki nam je dana, ne, ker bomo delali vso večnost. In se pravi, to je še en ta vidik nove identitete, ki jo imamo. Ne. Da stojimo kot kraljevsko duhovništvo. Spet, to je stvar Božje milosti, to ni nekaj, ker bi se mi sami silili ali karkoli tazga. To je stvar tega Božjega daru, ki prihaja k nam v Kristusu. Ali pa tega, da oblečemo Kristusa, če hočemo. No in zato se mi zdi prav, da tudi spregovorimo o temle. Namreč, zdaj, mislim, da je krščanstvo ima več izzivov. Ne? En izziv je, da pozabimo na Božjo milost, ki je suverena, ki je močna, ki je vsemogočna. Ne? In dostikrat se mi zdi tako, da ljudje da tavamo iz ene skrajnosti v drugo. A ne? Ali se nam zdi, da se moramo mi truditi, da dobimo Božjo milost, da dobimo Božje sprejetje, da dobimo pravičnost s svojo močjo, s svojimi deli, in seveda to je obsojeno na propad. Ne? Ampak obstaja pa prav tako nasprotna nevarnost, in to je pa to, da v bistvu da Božje milosti ne razumemo prav. Ne? In na to nevarnost je predvsem opozoril Dietrich Bonhoeffer, ki je upozoril predvsem protestantsko seveda krščanstvo na nevarnost cenene milosti. Namreč Bonhoeffer prav tako pravi, milost je zastonj, ni pa poceni. Ni cenena. Ne, milost je kompletno zastonj, ampak milost pa ne pomeni, da jo mi lahko razvodenimo v nekaj, kar pravzaprav samo nam omogoča, da nadaljujemo s svojim sebičnim življenjem, s svojim grehom, s svojim egoizmom naprej. Ne. Kdor si misli, da mu Božja milost to omogoča, enostavno Božje milosti ni prav spoznal. Božja milost je Kristus v nas. Nič več in nič manj. Ne, Božja milost je to, da se mi prenavljamo v Kristusovo podobo. Se pravi, zdaj, to pa moram povedati, ker vsak, ki se bo lotil hoje po teh disciplinah, bo prišel v skušnjavo legalizma. Normalno je, sploh če nismo bili navajeni vlagati napora, truda, ko bomo to začeli, bo se pojavila skušnjava, da rečemo, ja, zdaj smo pa mi nekaj dosegli s svojo močjo. No, ampak tega se moramo varovati, ker disciplinirano urjenje ne pomeni, da mi zdaj s svojimi deli pa svojim naporom nadomeščamo Božjo milost. Ne. Ravno obratno. Ne. Gre, da mi svoje strani, da se prav odzivamo na Božjo milost, da jo lahko sprejemamo bolj celovito, da Božje milosti ne puščamo ovir, da pustimo, da Božja milost je to, kar mora biti v naših življenjih. Tista živa, delujoča, preobražujoča. Seveda Božja milost nas izziva tudi k spokorjenju, k temu, da malike podremo iz svojih src. Ne, k temu, da podremo stene kletk, v katerih se udobno počutimo, svoje komfortne cone. Ja, Božja milost bo to delala. In tlej moramo pustiti živo pot. Ampak ne gre za delo v naši moči. Preprosto gre za to, da se učimo sodelovati s Svetim Duhom, ki nam je dan. Ne? Upoštevati, mislim, da obstaja en zelo dober odlom, ki o tem govori in ki nam pomaga razumeti, ki nas opozarja na to, da moramo upoštevati to, da Bog deluje v nas. Tole besedilo pravi: strahom in s trepetom udejanjajte svoje odrešenje. Bog je namreč tisti, ki po svojem blagohotnem načrtu udejanja v vas hotenje in delovanje. Vse delajte brez godrnjanja in preračunljivosti, da boste neoporečni in nepokvarjeni, brezgrajni Božji otroci, sredi sprinjenega in pokvarjenega rodu, med katerimi žarite na svetu kakor zvezde. Spet je tukaj vizija popolnosti, v tem primeru izražena kot brezgrajnost, ampak upozoril bi na tole, kaj se dogaja v prvem delu tega besedila. Trikrat v izvirniku je isti glagol, trikrat se govori o delovanju. Ne? Udejanjanje, udejanjajte, udejanja, delajte. Ne? Vidimo, kakšen preplet se tukaj dogaja. Pavel
skupnost v Filipih in seveda, če bi bil danes tukaj, bi enako skupnost v Mariboru, bi spodbudil in upozoril, bi rekel, Bog je začel delati v vas, ker ste Božji otroci, ker ste odkupljeni, je Bog sam začel delovati v vas, zato rabite strah in trepet. Strah in trepet je nekaj, kar je v bistvu človek dolžen v živi manifestirani Božji prisotnosti v templju. To tja spada. Strah in trepet spada pod Sinaj, recimo, kjer se Bog razodeva. In se pravi, zavedajte se tega strašnega in seveda strašno čudovitega dejstva, da Bog dela v vas. Dajte mu prostor. In zanimivo, kako je to prepleten. Bog dela, vi udejanjajte, vse delajte. Se pravi, ključna stvar je to, da Bog sam, pravi celo hotenje. Tle nas Pavel opozarja, bodite pazljivi, bodite zelo pazljivi, ker Bog želi delati v vas. Dajte mu prostor. In naše delo je samo v bistvu to, da se pridružimo temu, kar Bog dela v nas. Zato hoja po disciplinah, po teh stezah, ki jih predlagam, ni stvar naših del, ampak je stvar sodelovanja z Božjo milostjo, s tem, kar Bog že dela v nas. Ja, vemo, da Bog sam je že v Stari zavezi rekel, da se njegovo svetišče ne gradi s silo ali pa z močjo, ampak z njegovim duhom. In seveda zdaj, ko smo prišli do izpolnitve teh stvari, smo mi, ki smo Božje svetišče, se gradimo točno na enak način. Ne gradi se s človeško močjo, ne gradi se s človeškimi sposobnostmi in silami, ampak gradi se z Božjim duhom. Se pravi, gre za to sodelovanje. In vemo pa še nekaj, da Sveti Duh pa ničesar ne dela na silo. Sveti Duh ne bo prisilil. In to je mogoče slabo za nas, ampak tako je. Sveti Duh dejansko čaka, da mi svobodno začnemo sodelovati z njim. Nobenega ne bo prisilil. Zato moramo paziti, ker Bog nas čaka tukaj. Pričakuje naše sodelovanje, ne dela pa nič na silo. V bistvu je tako, da Bog se v svoji ljubezni odloči, da bo z nami sodeloval. Tega njemu ni bilo treba. Bog bi sam lahko vse opravil, ampak on se je po svoji dobri volji, po svoji suvereni volji, lahko rečemo, odločil, da želi, da smo mi, da s tistim, kaj ne rečem, s tistim majhnim prispevkom, ki ga lahko prispevamo, da smo udeleženi v njegovem delu, v njegovem delovanju. Ta odlom že govori o tem. Bog dejansko išče naše sodelovanje pri tem delu, ki ga upravlja. No in zato se moramo paziti legalizma in samopravičnosti, ki izvira iz tega. Če vidimo, da nam je uspelo v kakšni stvari iti naprej, se moramo zavedati, da nam je uspelo samo malo bolj sodelovati z Bogom, ki je to naredil. Nismo se sami sposobni spraviti ven iz svojih kletk. Nismo se sami sposobni iz svojih grehov, iz grešnih vzorcev vedenja in reagiranja spraviti. Ne. Božji duh je, ki nas osvobaja. Ampak čaka pa na našo odprtost. Se pravi, toliko o tem. Zdaj pa v bistvu bi za konec samo še par praktičnih vidikov povedal. Kako si predstavljam, da bi te stvari šle. Zdaj najprej bom rekel, da predpostavljam en temelj, ki ga ne bom polagal tukaj. In temelj je to, da ste slišali evangelij, da ste se spokorili, da ste se odvrnili od grehov, da ste bili krščeni in da ste prejeli Svetega Duha. To je zelo pomemben temelj, ampak enostavno to ni področje tega, s čimer se bomo ukvarjali. To bom predpostavljal. Če vam tukaj karkoli manjka, govorite s pastorjem, govorite s svojimi voditelji, ampak se pravi, to ne bo, tega ta serija ne bo pokrila. Zdaj tudi je tako, da zdaj to, kar bom predstavil, bo pokril en velik del krščanskega življenja, ampak jaz seveda ne mislim, da je to vse. Tukaj pač v bistvu izhajam iz svoje izkušnje in bom pač prinašam to, kar jaz vidim, da je pomembno, da je ključno. Ta stvar je v bistvu odprta. Tako da je vsak seveda povabljen tudi, da sam jo dopolni
na različne načine in da se dodajo drugi vidiki še. A ne? Ja, se pravi, saj nekatere od teh disciplin mogoče so zelo, kaj bi rekel, res močno odražajo mojo izkušnjo. No, potem pri vsaki disciplini se bom tudi potrudil, kjer se le da vam kakšno literaturo na to temo omeniti. In danes bomo začeli kar z 2 knjigama. Tale prva na levi, Celebration of Discipline, se pravi proslavljanje discipline, je klasika na tem področju, absolutna klasika. Richard Foster je avtor, podnaslov je Pot do duhovne rasti. Tukaj not v tej knjigi je pravzaprav tudi nek tak sistem različnih krščanskih disciplin in zelo dober uvod ima tudi, on izredno lepo tudi razloži to, kako je to, ni nekaj v nasprotju z milostjo, ampak je pravzaprav gre za sodelovanje z milostjo. No, druga knjiga je pa ta, iz katere sem že omenil, recimo ta poudarek na tej kraljevsko-duhovniški službi. Knjiga After You Believe, potem, ko si začel verjeti, bi lahko prevedli, zakaj je krščanski karakter pomemben. N.T. Wright je avtor. Tukaj govori o podobnih stvarih, ki sem jih danes predstavil, samo da bolj na široko. Zakaj je pomembno, da napredujemo v urjenju, v vrlinah, v teh stvarih. No in potem pa tudi je tako, zamišljam si tako, da bi dejansko na koncu vsake discipline, da vam dam par konkretnih nalog, o katerih naj bi v vmesnem času razmišljali in ko bomo preden štartamo naslednjo, bi rad, da se malo pogovarjamo o tem. Da slišim, kako vam gre, da dobimo malo odziva tudi na celo zadevo. No in danes bi kar začel s tem. Bi vam dal tele 3 naloge. Najprej naj vsak od vas premisli, kaj že prakticirate. Gotovo imate že kakšne od teh stvari v svojem življenju. Se pravi, premislite, katere discipline imate, katero redno prakso delate, kaj bi lahko spadalo, vsaj po vašem mnenju, v to, kar sem govoril. In potem pa želim seveda, da premislite, katera od teh disciplin, ki jih prakticirate, vam prinaša največ veselja ali pa vidite največ sadu, ali pa v glavnem, katera vam gre dobro, s katero bi mogoče tudi potem druge lahko spodbudili. In obratno, pri kateri, ki jo sicer poskušate, pa imate največ težav, naletavate na frustracijo. Ja, bi prosil, da o tem razmislite, zdaj ne vem, verjetno se bomo videli čez kakšen mesec ali pa del, ampak bi takrat naslednjič, ko se vidimo, bi bilo fajn, da na začetku mogoče imamo par minut, da se o teh stvarih pogovarjamo, čisto da nadaljujemo neko nit. Se pravi, bodite pripravljeni kaj povedati o tem, saj nekateri. No in druga praktična stvar, s katero bomo tudi začeli kar zdajle, je pa to, da bi na koncu vsakega srečanja, da je nekaj časa za pogovor. Da imamo čas za vprašanja, za odgovore, ker se mi zdi pomembno, da pač o teh stvarih skupaj razmišljamo kot Kristusova skupnost. Tako da, evo, s tem zdaj jaz končujem in vas povabljam k tem, da postavite vprašanja, poveste, ne vem, odzive, kaj se mi zdi kaj problematično, se mi zdi kaj težko sprejemljivo, tako da izvolite. Ja. Te popolnosti zagotovo ne moramo na tem svetu, v tem življenju doseči. Mora trajati do konca. Ja, zdaj mal je problem, vprašanje popolnosti. Mi smo navajeni tako govoriti, ampak problem je, ker Svetopismo ne govori tako o tem. Svetopismo tako ne govori o tem. Je pa težava mogoče v konceptu popolnosti, ker naš koncept popolnosti je koncept ene take brezmadežnosti ali pa brezhibnosti. To pa ni ravno biblični koncept popolnosti. V Bibliji piše, da je bil Noe recimo popoln človek. Se pravi, zdaj se moramo skregati z Biblijo pol, če hočemo reči, da ta popolnost ni možna. Noe je bil popoln, pa vemo, da ni bil brezgrešen. Ne govorimo tle o Jezusu, Jezus vemo, da je posebna kategorija, ampak za njega piše, pa tudi v psalmih, tudi se mi zdi, v Stari zavezi obstaja koncept
pravičnega, popolnega, ki pa ne pomeni nezmotljivosti in ne pomeni teh stvari, ampak pomeni neko popolnost. Tako da tukaj bi malo izzval. Jaz mislim, da je to en od nezdravih mitov, ki smo ga nekako kupili. In mogoče izhaja iz nekega razsvetljenskega koncepta popolnosti, ki pa ni bibličen. Mogoče bi bil dober izziv, da opazujete od zdaj naprej Sveto pismo, kako in kolikokrat govori o popolnosti. Mimogrede, seznam, ki sem ga tamle naredil, nikakor ni bil popoln. Napišite v Biblijo net popoln, zvezdica, pa ne vam izpiše, pa boste videli, koliko je tega v Svetem pismu. Tako da, ja, tukaj imamo po mojem primer tega, ko naša cerkvena kultura, delno tudi učenja, ki smo jih navajeni, kjer so v spopadu z jezikom in govorico Svetega pisma. Sveto pismo tako ne govori o tej zadevi. Ne vem, to je izziv. Jaz bi vam dal to kot izziv. Raziskujte Sveto pismo, kako govori o tej temi. A bi Kristus zapovedal nekaj, kar je nemogoče? A bi Kristus nam rekel, bodite popolni, ne? To je njegova beseda. Okay. To pa ja. Ko hkrati Marjan ugotavlja, pa jaz se strinjam z njim, da ne moremo biti popolni, pač tako, kot si mi predstavljamo tisto. Ker popolnost za nas pomeni, vsaj zame osebno, tudi brezgrajnost, torej da si tudi brezgrešen. Popoln pomeni, je samo Jezus za mene, recimo. Ja, se je v nekem smislu gotovo to res, pa vendar ne, Sveto pismo ne govori tako. In je težava, morda bi bilo treba naše predstave malo revidirati tukaj. Morda je težava v naših predstavah, kaj je popolnost. Je pa seveda tudi res, tukaj pa bi vas mogoče spomnil, obstaja eno gibanje med kristjani in to je od 18. stoletja naprej, John Wesley je njegov pobudnik, ki se je zelo, kaj bi rekel, on je zelo zagovarjal v tem smislu, da ja, popolnost je možna in je potem tudi jo definiral zelo jasno, kaj to je in tudi kaj to ni. Krščanska popolnost, recimo rekel, krščanska popolnost ne pomeni, da ne moraš več rasti. Pomeni pa, da živiš, da imaš eno to mero združenosti s Kristusom, da te pač, da si šel ven iz spletk in nevarnosti in tako naprej. Se pravi, da živiš nad tem, da skozi nazaj padaš v isti greh in tako naprej. Če vas ta tema zanima, si preberite recimo A Plain Account of Christian Perfection, to je Wesleyjev najbolj znan tekst. Vas bo zelo sprovociral, to vam obljubim, ampak preberite si. Človek piše zelo, ima kaj zapovedati. In se pravi, morda je problem tudi malo naša cerkvena kultura, no? Kako smo si, ker moramo eno stvar paziti, ne? To, da mi reče, saj nikoli ne bomo popolni, to je lahko tudi zelo grd izgovor. Zelo, zelo nevaren izgovor. Kristus pravi, bodite popolni. Ni nam rekel, ne, saj ne mislili, da boste popolni. Ja, saj ne bomo. To je super izgovor za lenobo. In to pa je strup. Tega se moramo pa paziti. Božja beseda nam pravi, bodite popolni. Pa bodite sveti, kakor sem jaz svet. To pravi, recimo. Tega imate veliko. Najc. Ja, to sem tudi opazil, dejansko, da paralelnim tekstom Matej pa Luka, ko reče, da je ene popolnike in po smili. Pa sem večkrat videl tudi, kak je tisto priznavanje grehov, pa potem spreobrnitev od grehov, ker ste tudi del popolnosti. Da ni to brezgrešnost totalno, ampak je... Ja, v Luku Nejc opozarja na to, da v Lukovem evangeliju isti Jezusov izrek se zdi je predstavljen kot bodite usmiljeni, ampak spet, kakor je usmiljen vaš nebeški oče. Se pravi, je popolnost v tem, da smo taki kot Bog. In tudi, ja, se tam v Mateju pa reče, bodite popolni, kakor je popoln. In tudi kontekst je podoben, seveda, kontekst je to, da v bistvu pokrivamo grehe drugih. Kontekst tistega v Mateju je to, da ljubimo sovražnike. Se pravi, gre za to, da dejansko, da smo izven oblasti greha popolnoma. Zato, ker lahko gremo dejansko proti unim, ki grešijo, proti nam gremo lahko z Božjo močjo, z Božjo ljubeznijo, z Božjim usmiljenjem.
Prav, ja, odgovor gre v gotov bibličen koncept popolnosti, ima not tole radikalno usmiljenje, ne? Radikalno ljubezen. Ne? Saj vemo, da je ta božja ljubezen je polnost. Ne? Ja? Matjaž, jaz sem zdaj našel tu, ko piše v Noetu, ko si ti omenil, da piše, da je popoln, spodaj pa piše ali brez graje. Ja. Za to besedo popoln. Ja, hebrejski koncept je tamim, tam. To pomeni popoln, brezgrajen. Omenja se ista beseda, mislim, da je za žrtvene živali, pomeni, da so brez hibe, da nimajo napak, ne? Da niso tako ali drugače pohabljene. To je hebrejski koncept, ki je tukaj zadaj. Ja. Brez graja. Ja, spet, kakšna je razlika med brezgrajen in brezgrešen? Ja. To je zdaj dilema. Ja. Za mene, recimo. Ja, zdaj tudi spet, kaj pa pomeni biti brezgrešen? Zate. Ja, ampak sej v prvem Janezovem pismu piše, Brezgrešen je tisti, ki ne greši. Ampak tega pa ne. Ja, samo ja, čeprav v prvem Janezovem pismu spet bomo najdli, da kdor ostaja v Božjem sinu, ne greši. In kdor greši, pravi od hudiča. Berite prvo Janezovo pismo. Naši koncepti so tukaj zadevamo ob eno dogmo, ki ni toliko trdno biblična, kot so biblični teksti, žal. Prosim. Čeprav po drugi strani pa piše tudi v Janezovu na istem pismu, pač ne, če pa pravimo, da smo prej sprejeli. Se lažemo in delamo lažnivca. Ja, tako je, zakaj smo mi samo en del kupili? Zakaj smo samo en del svetopisanskega pričevanja vzeli? Ne? Prosim, Nejc. Ne, to sem samo nekdo povedati, koliko jaz opažam velikokrat, da to je bila čisto neka druga kultura, za čisto drugim razmišljanjem, hebrejski. Mi smo oddaljeni 2000 še več let od tiste kulture, ki je čisto drugače razmišljala in govorila določene besede, kot jih mi sedaj predstavljamo. Ja, mislim, prvo, kar je, da ta popolnost ima tudi sopomen zrelosti. Se pravi, ima pomen ene celovitosti, ima pomen ene, bi rekli, integritete, celovitosti značaja, celovitosti tudi delovanja. A ne? Ja, po mojem, bibličen popoln je tisti, ki ga polom, da se takoj upraviči. To je popolnost. To je popolnost. Ja, to je malo manj težko, ampak je tudi težko lahko. Je tudi težko, se pravi, ker ne pomeni, seveda, mi nimamo popolnega spoznanja. To je jasno Svetega pisma. Popolno spoznanje je tam, ni tukaj. Ne, zdaj spoznamo delno, in to tudi pomeni, seveda, da v določeni situaciji se ne zaveš, da si naredil nekaj, kar je narobe. Ampak to samo po sebi ni greh. Zdaj tudi bibličen koncept greha je malo težji. Greh pomeni v bistvu odpad od Boga. Greh pomeni biti stran od Boga. Ne pomeni, da ga ti malo polomaš nekaj, da narediš nekaj v dobri veri, ampak se izkaže, da pol ni v redu. To je vprašanje, je to že kar greh. Tukaj smo tudi mogoče mi ta jezik malo preveč posplošili. Prosim. Ja, pa na koncu je to, vse se pa učimo do dneva, da gremo domov učenci. In mi smo učenci vedno, tudi če doben učenec še do danes ne greha naredil. Od greha se tudi naučimo. Če smo Kristosovi, bomo se naučili od tega greha. Ja, lahko padeš v isti greh. Ne vem koliko krat, ker je pač taki pač smo, ampak trudimo se. In to, mislim, je to, da vidiš, kaj si naredil napačno. Ja, mogoče bi tudi tole bi koristili, ker greh biblično je pravzaprav nekaj, ki te veže. Je neka oblast v tvojem življenju, kjer ti nimaš oblasti nad sabo. To pa je nekaj, kjer smo poklicani, da smo svobodni tega. To ne pomeni, da ne delaš napak. Ampak pomeni pa to, da nimaš enega in istega greha, v katerega vedno znova padaš. To pa nismo več pod grehom, ne? Ampak smo pod milostjo, smo pod oblastjo Svetega Duha.
Se pravi, to mislim pa, da je, v to smer gre ta koncept popolnosti. Seveda, napake pa delamo in tudi seveda lahko prizadenemo drugega zaradi tega. In to pa je tisto, ko se pa učimo, jasno, kako tle čim bolj slediti Bogu. A ne? Se mogoče si to celo namerno povezal oba dva vidika popolnost, pa biti na poti, da pomeni popolnost, hoditi po pravi poti, kar ne pomeni, da se na pravi poti tudi kdaj ne spotakne. Greh pa je zavestno. Ja, da greš tako, točno. Že sam besed, greh pomeni zgrešiti cilj, pomeni, da začneš hoditi, želeti, hoteti nekaj drugega, kot ta cilj, na kateremu si namenjen. Na pravi poti pa se tudi spotakne. Normalno, ja, pa pademo tudi. Kristus je tudi padel pod križem konc koncev. Ja, seveda. Koliko bolj ne bomo mi padli tudi pod križem, normalno. Matjaž, mene še ena stvar. Ja. Jaz sem bil zmeden, ko mi je Boštjan Cifer napisal, o čem boš pridigal in je uporabil besedo discipline v množini. Ja. Jaz že mnogo let poznam besedo disciplina, ampak vedno samo v ednini in sem bil zmeden s to množino. Ja, sej, kot rečeno, dobro, jaz sem pripravil 15 disciplin, kot različnih disciplin, v katerih se lahko treniramo in ki so zelo konkretne. Zelo konkretne. Nekatere od njih so izredno praktične, izredno preproste in se jih tudi da v tem smislu se da opazovati, a si prišel kam naprej ali ne. Ne, branje psalmov, neprestana molitev in tako naprej. Disciplina je še vedno beseda, ki je povezana z ednino, bolj in manj, ne? Ne, športne discipline. Športne discipline, steze. A je v tem smislu? Ja, seveda. Pavel dostikrat krščansko življenje primerja z atletskim z atletsko tekmo, recimo z atletskim tekmovanjem. No in tudi ta gimnaze pomeni športni trening. Se pravi, jaz tukaj samo nadaljujem eno biblično metaforiko, ne, ki so pač, ja, moramo se, če hočemo biti vsestransko, zdaj spet popolnost pomeni neka celovitost, neka zaokroženost. Ker je spet tako, imaš ljudi, ki so zelo dobri v molitvi, zelo slabi v evangelizaciji. Imaš ljudi, ki so dobri v preučevanju Svetega pisma, slabi v tem, da pomagajo revnim. In če pa hočeš biti zrel, moraš pa znati na različnih stezah, na različnih vidikih Kristusovega značaja, saj približno se znajti pa kaj narediti. To je, delno je tudi to namen, ja, sej mogoče je to zdaj dobro vprašanje. Tega nisem posebej izpostavil, ampak je tako, da naravno vsak od nas se znajde fajn na eni, dveh, treh v teh stez, na drugih pa absolutno ne. In to je izziv za vse, seveda vključno z mano. Da si pa mogoče predstavimo malo širši koncept, kaj pa pomeni krščanska zrelost. In v tem smislu, da lahko tudi jaz vidim, tole pa meni dosti tuje, tukaj pa nisem doma, tukaj pa ne vem, kako iti naprej. Tukaj pa rabim mogoče koga drugega, da mi pomaga, da lahko naredim kakšne korake naprej. A ne? Zato se mi zdi zelo koristno govoriti v množini. Obstaja, ta Richard Foster, ki sem ga omenil, je razvil en sistem, ki mu je rekel Streams of Living Water in mislim, da je naredil 6 tokov, streams. In v bistvu on si je tako nekako zamislil kot 6 različnih krščanskih izročil, ki zdaj govorimo o krščanstvu kot celoti. Prav vse, kar je krščanstvo, tudi vključuje katoliško cerkev, pravoslavno cerkev, tradicionalne protestantske cerkve in binkošne cerkve in tako naprej, evangelijske cerkve, se pravi. In on je tukaj razpoznal 6 tokov duhovnosti. In on je lepo in zelo se mi zdi zelo pronicljivo opazil, ja, da večina od nas se lepo varno počuti v svoji komfortni coni. Ne, če smo zrasli v taki tradiciji, nam je blizu tole, mogoče ena ali dve oblike krščanske duhovnosti sta nam blizu, ostale 4 nam pa niso. In to je seveda gre čist po celem spektru. In ta cel koncept in sistem, ki ga je razvil, izziva vsakega kristjana, da pa začne rasti na tistih področjih krščanske duhovnosti, ki mu niso blizu, ki mu niso prirojeni ali pa ki niso del njegovega krščanskega okolja, v katerem je zrastel in tako naprej. Se pravi, ja, Bog nas izziva in nam pravi, da ne bomo ostali tam, kjer smo. Bog ima za nas rast, da obrodimo sad.